No, tukaj je pa še lepši, to je samo par metrov naprej, lejte, kakšna lepa plaža. Tukaj le zadaj pa klifi, res fantazija. Bravo jaz, bravo. Lejte, do sem. Vidite, tizga, ki je pa tole pustil, ne, temule bi bilo treba ga pa tako za ušesa, pa še kakšno vzgojno dati. Včasih, ko še nisem bil tu kuharen, sem ful hodil, sem punce vozil na večerje. No, takole pa zgleda ta Mesečev zaliv, bom šel še belke, pa bom bolj pokazal. Pozdravljeni. Jaz sem šel na krajši dopust na slovensko obalo. Tukaj sem v enem čudovitem apartmajčku, lepo v zelo lepem okolju, lepo narava, sonček, ptički, lep razgled. Vam bom vse lepo pokazal. Lejte, razgled imam takele, tamle od zadaj so soline, no, imam tlele, lejte, lepo terasco, tako da se imaš kam usest. Zdaj vam pa pokažem še noter, kako je videti ta. Evo, tole je, ko stopaš noter, se pravi predsoba. Tole je ena mal večja soba za 3 osebe in lejte, kako je lepo poskrbljeno za vse detalčke. Lejte, res lepo omara, lepo pohištvo, lep stol. Tukaj je tudi balkon. Lejte, tamle je celo, tamle pogled na morje, malo se ga vidi, no, glih tudi proti soncu je. In lejte, balkon, tako bom rekel, kar velik. Lejte, to je ena soba, kjer je za 3 osebe. Lejte, klimo tudi imajo, seveda, čeprav je tlele hladno. No, to je pa ta drugi del. Jaz tistega prvega ne bom uporabljal, ker sem sam. No, lejte, tole je jedilnica pa kuhinja. Lejte, tudi vse lepo, lejte, vse poskrbljeno za detalčke. Lejte, kako to lepo naredi prostor še lepši, kakor je. No, potem je tukaj pa še ena soba. V tej sobi bom tudi jaz spal. Ne, lejte, je pa videti takole. Pa seveda še kopalnico gremo pogledat. No, lejte, kopalnica je pa tudi lepa, dovolj velika, ni čist stisnjeno. Lejte, tuš kabina, tako da, če mene vprašaš, zelo lepo. Kako se pa vam tole zdi? Dajte napisati v komentar, me res zanima, kaj boste rekli. Tukaj pa imajo drugače še en apartma. Lejte, jaz sem zgorej, tamle vidite balkon. No, tole je pa ta drug od zunaj. Imate tukaj mizo, stole. Zdaj gremo pa še noter pogledat. Moramo tele komarnike umakniti. Lejte, tole je pa ful velik prostor. Tole je pač zakonska postelja. Tukaj je še pač ta raztegljiv kavč. Tudi, lejte, tukaj, lejte, zelo lepo vse urejeno v stilu, tako da bi rekel, je en tak prijeten občutek tukaj le noter, ker je res lepo, ne, vidite, tudi slike, pa vse, mislim, lejte, za vse detalje so poskrbeli. No, tukaj le pa še WC, kopalnica, tudi, lejte, tuš kabina, lejte, lepo, prostorno, tako da meni zelo všeč, pa še, ko je pritličje, je zelo hladno noter, tako da tukaj je res super. Dobro jutro. Evo, jaz sem v akciji. Že včeraj, ko sem prišel tle, ne, na poti, ko sem šel, sem se odločil, da grem zjutraj teč. Ker nisem šel že toliko časa, da sem že pozabil, kako je. Tukaj, ki je pa lepše okolje, jaz tako, če sem v enem novem okolju, mi je ful dober je teč, ker za vsakim ovinkom je nekaj novega in me pol zanima, kaj je. In jaz imam zdaj cilj, se ne vem, če bi ga povedal, ker mi mogoče ne bo uspelo, iti teč do Mesečevega zaliva,
te malo pogledati, ker je ful lepo. Pot dokaj je zelo zanimiva, boste videli, bom vmes kljub temu, da bom tekel malo posnel. In to je meni zanimivo, to veliko lažje 10 km pretečem, ki je nekaj novega, kakor pa doma 5. No, zakaj pa moram je teči? Zato, ker sem na Filipinih super shujšal. Včeraj sem se vagal, imam 84 kg. Pa ta teden, ko sem doma, sem se 2 kg sigurno že zredil, ker samo žrem. Imam tak apetit, da je tu za znort. Mislim, to ni nič dobrega. Tako da sem rekel, moram mečkan je teči, pa tudi energije mi malo več fali. Sem mislil, da me bo avto povozil. Energije mi malo fali. Imam občutek, da sem prehiter zaspan, prehiter utrujen in to bo ta tek sigurno rešil. Tako da gledajte, kako bo to zdaj naprej zanimivo, lepo. Boste videli, res bo dobro. Tako da zdaj pa gas. Tako, kot sem predvideval, tečem z lahkoto. Z lahkoto, po mojem, sem na 4 km sigurno že dal čez, ali pa če sem 3, ne vem, točno imam tle si miren, koliko je. Polarjevo uro sem doma pozabil, kako moram biti tukaj trapast. No, tle je bilo tudi mečken hriba, sem mislil, me bo hrib ustavil, pa me ni. Tako da samo naprej, ne vidim nobenih težav, drugače pa poglejte, kje sem. Tole je tale tunel od slavne Parancane, leta 24 jih je danes že šlo, jaz sem 25. Tako da samo gas dalje, lepa pokrajina, ne vsakdanje in zato je energija neverjetna. Poznate verjetno to, ne? Evo sem že, Strunjan, dajte soline, Piran v zadju, samo čekam, da se ustavim, da vam pokažem. Evo pa dalje. Bravo jest. Lejte, do Strunjana, se pravi tle tik do Belega križa, sem pretekel za šalo. Zdaj me čaka pa samo še 500 metrov v hrib in če mi rata to prideti, brez da se ustavim, sem zmagovalec. Zmagovalec zase, jaz tekmujem sam s seboj, ne z drugim, tako da tole, da vidim, ampak je toliko energije, da se kar upam reči, da bom prišel. Evo, povem, ko pridem gore. Uspelo je. Tukaj ste videli odzad križ za mano. Pretekel sem gor, brez da bi se ustavil. Sicer, če po pravici povem, sem že obupal, sem rekel, ne bo šlo, ker so me tako noge pekle. Sem rekel, neč, grem samo do cerkvice. To je tle dol 150-200 metrov ena cerkvica. Pol se je pa tam zravnalo. Sem pa dobil spet energijo in sem šel naprej in prišel gor. Bravo, jaz. Tole je pa pogled na Mesečev zaliv, dol so lepe plaže, sicer moraš priti do njih, mi gremo zdaj dol. Mal sicer piha, ampak dobro, to se, zaradi tega se ne bomo motili. Zdaj grem pa dol po poti, čist do plaže, boste videli, super plaža, po mojem najlepša plaža v Sloveniji. Takole izgleda pot, ki pele dol. Se kar strmo spušča, ampak gledajte, je lepo urejeno, tako da te malo visoke stopnice sicer so, ampak ni problem, pridete. No, zdaj sem pa že spodaj. Poglejte, kakšna lepa plaža. To je, če mene vprašate, zagotovo najlepša plaža na slovenskem morju. Super je tudi, ker je malo bolj nedostopna in je malo manj ljudi, čeprav verjamem, da poletih je kar nekaj, ne? Sicer jaz sem enkrat bil tamle, lejte, tam na koncerta, v sezoni pa ni bilo skoraj nobenega. Tukaj pa pridejo, ker tukaj je pa pač malo lažje prideti, se mi zdi, da tudi ob plaži se da prideti tamle iz Strunjana. Ne vem, nisem še šel, verjetno se da prideti, kaj vseka, kaj plima. Ja, ne vem, v glavnem, fantastično tole, lejte, fantastično.
me kar mal mika, da bi se v vodo vrgel. Samo one moje izkušnje s krči, pa ne vem, če najbolj pametno. No, tukaj je pa še lepši, to je samo par metrov naprej, lejte, kakšna lepa plaža. Tukaj le zadej pa klifi, res fantazija. Razmišljam, da bi ful greh bil, da ne grem jaz mačkan v morje zaplavati, lejte, voda ima 20 stopinj, sem včeraj gledal na internetu. Pa če sem se kopal tam na jezeru Kamniške Bistrice Pozinkje, je imela 6 stopinj, sicer sem zdržal samo pol minute, da ne bi šel zdaj tle v 20 stopinj toplo vodo. Sicer res nimam kopalk, nimam brisače, tako da to pomeni, da moram iti nak noter, pa se moram posušiti. Ampak saj to ni problem, saj tle nobenega ni. No, na idejo sem pa prišel, ker sem tukaj eno punco videl, ki se je kopala. Sem rekel, ma škoda, da tudi jaz ne grem, ne? Čeprav ona je bila v kopalkah. Jaz bom brez, sam tlele sem se malo umaknil, ne bo nobenega. Tako da bom verjeten kar šel. Kaj pa vi mislite? Je prav, da grem? No, malo gruntam, da me ne bi slučajno krč prijel, tako kot me je tam na Tajskem. Bom tudi link dal noter v opis tega videa, pa si pogledajte, tisto je bilo hudo. Ampak sem vzel včeraj zvečer in danes zjutraj magnezij, tako da ne bi smelo. Tole pa je Amerika. Bil sem ene 5 minut noter in super, hladna voda. To mi bo še bolj energijo dalo, danes bo dan še lepši zaradi tega, malo že filozofiram, sam je res, lejte, vse ni bilo lahko noter jet, ne, težko tudi ne. Pač malo je hladna, to je fino, temečken zbrihta bi človek rekel, ne. Tako da, ja, sem pa kar deleč plaval, potem se tam spomnim, sem rekel, kaj če me krt zagrab tako hudo, ki me je tam na Filipinih, se bom utopil. In sem pol hiter nazaj plaval. Sem bil pa ene 5 minut noter dobrih. Bom pa tako povedal, tisti, ki na morju živite, res ste scarji. Mislim, je to en velik plus, mislim. Je lepo ob morju živeti. Zdaj sem spet gor prekrižal, tako da zdaj grem pa direkt nazaj. Tečem, pozabil sem prej povedati, 6 km pa pol sem pretekel do sem, tako da zdaj tečem nazaj, brez ustavljanja, brez snemanja. Upam, da mi bo ratalo, se pravi, če pretečem do nazaj, je to 13 km, 2x6 pa pol, super zame za oldtimerja, a ni tako? Napiši v komentar, če se strinjaš. Na poti do apartmaja sem še majhen krog naredil. Šel sem čez kamp Lucijo, se včasih tako imenoval, 25-30 let, 30 let nazaj smo ga tle žurali, ker s to mater lušno je bilo. To je tukajle. No, sem naredil krog, tle vidite, to je na drugi strani Portorož. In jaz zraven zdaj tle, ki je ena lepa peš pot, pa plaža, pa to nisem že 20 let tle šel, pa sem rekel, grem, da vidim, kako je, koliko se je spremenilo. Tole so pa kar lepo zrihta, lejte, lepo klopce, tle ob te pot skozi, sicer kolesarji kar malo preveč. Lejte, tle so lepo klopce dali, da se ljudje usedejo. Lejte, to se mi zdi pohvalno, da se lahko človek nekje usede, pa da mu ni treba nič plačati. No, tukaj imajo še fitness na prostem, tamle tudi zadaj je kar nekaj naprav, tako da lepo, tamle še neki igrišče za odbojko. Aha, zdaj smo pa že tam, se mi zdi blizu pri ribiču. Poglejte, v turizmu je denar, lejte, koliko tujcu, upokojencu, po mojem Nemcu, Avstrijcu, so si tle najbrž električna kolesa sposodili in zdaj hodijo okoli, pa ni to prva skupina, tako da ogromno je že turistov. Vidite, tizga, ki je pa tole pustil, ne, temule bi bilo treba ga pa tako za ušesa, pa še kakšno vzgojno dati, lejte, takole na plaži, da tole pusti, ne. Lejte, tu bi mogla biti kazen taka. Jaz sem enkrat rekel, da bi bilo treba uvesti spet nazaj une sramotilne stebre. Lejte, za tazgale, ki takole pusti,
Ja, naj vidijo ljudje, kakšna svina je, da mu ne bo nikoli več to na misel prišel sred tamle Portoroža, bi ga privezal nekam, pa dal sliko, kako je tole za svinjo. Mislim, kakšen mora to brezobrazen človek biti? Zdaj boste vi meni rekli, da sem jaz brezobrazen, imam neke 300 let stare metode, ki bi jih ponovno uvajal, ampak, lejte, dajte mi povedati, kakšen je pa ta, ki je tole naredil? Morda sem staromoden, pa zajeban, ampak gledajte, tole pa jaz ne bi nikoli naredil, niti podrazno ne. Napišite, kaj mislite, a sem sam v tem razmišljanju, da takole razmišljam, pa sem prefukjen, ali imam prav, ali imam vsaj približno prav. Iz tukaj imam pa eno zanimivo zgodbo, ki vam jo bom povedal. Jaz sem včasih surfal. Surfanje je mimogrede ful ok. Ampak sem nehal, veste zakaj sem nehal? Nehal sem, ker tu preveč dela. Prtljažnik na avto, surf gor, sem pridat, da surf dol, sestaviti ga, surfat, pol pa spet sestaviti ga, razstaviti ga, ga dati na prtljažnik, domujati, domu ga dati dol, pa še prtljažnik dol dati. Čist preveč zakomplicirano. No, ampak je pa surfat super. No, in jaz sem tlele surfal, točno tlele, in je bil neki burja, fejs pihala, in mene je odneslo kele na unole stran, kele nekam v te smeri, ampak na začetku me je kele ven začelo nositi. Nič nisem mogel narediti. Tok je to bil močan veter in jaz sem bil že strah, sem rekel, Madonna, če grem kele na odprto, sem ga najebal, me ne bo nikoli več najdel. In mi je tudi enkrat en tip povedal, da so enega surferja rešili v enem takem neurju, da je na deski ležal, ampak da se je skoraj utopil, zato ker piha je 1,2 metra visok v tej kapljice in ti gre pljuča in se zadušiš, tako da, no, pa sem prišel pa na uno stran, takrat je bila še Hrvaška, tako da je mogla sestra prines pasoš sem, pa me je pa kolega puj prišel, tako. Glejte, kakšen lep lokalček, sicer je še zaprt, odpre se od 12, pa tudi ne bi šel, ker nimam časa, čas mene non-stop preganja, to jaz bom znoril. Drugače pa, glejte, ful lepo, če kakšno punco sem le na pijačo peleš, ne moreš zgrešiti, bo sigurno navdušena. Tole je pa gostilna Ribič. Včasih, ko še nisem bil tu kuharen, sem ful hodil, sem punce vozil na večerje in vsaka je bila navdušena. Zdaj je pa to zame predrago ratalo, tako da se pa ne hodim v take zadeve. Tole smo pa že pri solinah. Mislim, soline so tam odzadaj, zdaj ne vem, a se to šteje pod soline ali ne. Tu so tle te kanali, če bom jaz prav spomenil, je včasih več teh ladic bilo parkiranih in tle gre tale pot do tega Ribiča, tam mimo droge greš to in sigurno je dobra sprehajalna pot. Hvala Bogu sem prispel v apartma. Zdaj sem pogledal na tiste aplikaciji. 20 km pa 300 metrov sem naredil. Tu ni tako malo, no. No, zmatran sem čist, ampak občutek je pa super, ne. In takele stvari so najboljša investicija na tem svetu. Boljša kot delnice, plemenite kovine, kriptovalute in tako naprej. Glejte, s tem si poboljšaš počutje, dobiš kondicijo, svet je lepši, bolj se imaš, na stara leta boš bolj gibčen, bolj zdrav. Boljš ga ni, vam povem. Tako da zdaj pa tuš nekaj pojesti. Kaj je fino potem, ko se orenj zmatraš, pa stuširaš nekaj pojesti, ko si res lačen, pa ko veš, da tu si pokuril in da lahko poješ. Lastnica apartmaja, v katerem bivam,
se tudi ukvarja z pridelavo zelišč in glejte, tukaj ima eno tako lepo zeliščno spiralo, vidite, to gre v spirali gor in so to zelišča. Včeraj sem pa pač imel možnost malo povohati, bom rekel, meta, ki je sušila in to je tako lepo dešalo, da vam ne morem povedati. Tole je lastnica apartmajev Milena in ona ima, lejte, tudi eno tako točko za sproščanje. Boste malo več povedali o tem? Ja, pozdravljeni. Tukaj ste dobrodošli v naši coni za sproščanje, rečemo, kjer imamo narejene ležalnike in tako, da se praktično ljudje v naravi lahko zjutraj meditirajo, delajo jogo ali kakšne različne energijske vaje. Tako da tu je v bistvu ta prostor v krogu in potem kasneje popoldan ali pa kdaj želimo, pa tudi se lahko lepo uležejo tako, da se sprostijo še na ta način. Super. Vi se z bioenergijo ukvarjate že 17 let, ne? Ja, ja. Zdaj tukaj imate pa tudi ene energijske točke, greva še tole pogledati. Ja. V bistvu te točke in vse to, kar tukaj vidimo, je pač plod mojega dolgoročnega dela in pa osebnostne rasti. Tako da sem začutila, da je tukaj dobra energija in da lahko to energijo tudi prenesemo v točke, tako da ljudem pomagajo ustvarjati praktično boljšo energijo in pa da se razrešijo tiste blokade, ki jih imamo. To se pravi, te naše energijske točke temeljijo na tem, da so energijski centri v telesu in tako kot so energijski centri, gredo tudi točke. Tukaj smo zdaj na prvi točki, potem gredo naprej druga točka. Prva točka je praktično zemeljska, ozemljevanje, potem je druga točka, tretja in pot nas pelje naprej v taki rahl hribček. Vse okrog nas je narava, zato smo pustili tudi tukaj, da raste trava, da se vidi, kakšna zelišča so tukaj, kakšne rožice so. No in tukaj pridemo do četrte točke, to je točka našega srca in tukaj se ponavadi odpremo, zaprosimo za energijo in se hvaležno zahvalimo za vso energijo, za vso ljubezen, za vso naravo, za vso obilje, ki jo dobimo. Potem gremo naprej, tukaj je peta točka, to se pravi grlena. In zdaj ljudje, ki imajo na različnih zadevah blokade ali pa ki se slabo počutijo, ko imajo kakšne bolečine, v bistvu pridejo sem in se na kratko sprostijo. Na točkah lahko stojijo 5 do 10 minut, odvisno od tistega problema, ki ga imajo, ne? Ker energijske točke praktično vplivajo na tisti predel, kjer imamo problem, ne? Ko sem pokazala srčno čakro, v bistvu srčna čakra, energija te točke vpliva na predel tukaj okrog. Sedaj gremo še naprej, pa 6. točka. Točka praktično jasnovidnosti, odpiranje tretjega očesa in tukaj dobimo, ko se zazremo, ko se sprostimo, tudi več energije, več jasnovidnosti za to, kaj in kako lahko počnemo naprej v svojem življenju. Gremo naprej tudi do 7. točke, to je v bistvu 7. čakra, najvišja, v bistvu to je čakra temena in tukaj se povežemo z vesoljem in praktično zaprosimo za vesoljno energijo. Tako na kratko so te naše točke. No, za konec sem se še odločil, da naredim kratek intervju z lastnico apartmajev, v katerih bivam. Je prijazno pristala na to, da bo malo povedala. To so zmeraj zanimive stvari. Tako da imam par zanimivih vprašanj, za njo boste odgovorili. Prvo, kar me zanima, zakaj ime Salvija? Sem prav izgovoril? Ja, prav ste izgovoril. Ja, ko smo praktično prvič prišli sem do te hiše, ker smo jo kupili komaj leto pa pol nazaj, smo videli, da so veliki, da raste veliko žajblja. To se pravi, latinsko ime za žajblje je pa Salvija. In ko smo potem urejali vse to skupaj, ker se tudi ukvarjam z zelišči in me to zelo veseli, smo pač nekako se odločili, da bi to bilo najbolj primerno ime, ne, kot Salvija za dišeče zeliščno
okrožje tudi, ali kako ne rečem, tudi okolica našega apartmaja ne bi slovela potem. No, super. Vi se drugače veliko s tem zelišči ukvarjate. Včeraj ste mi pokazali, ste imeli tukaj par gajbic, meta je bila, ne? Tako sem Meta je sušila, bila, ja, za čaj. je zelo lepo dišala, a za čaj je to sem Ja, vas ja, hotel tako. vprašati. Ja. Aha. Ker zdaj je vse v polnem rastju, ne, in je Aha. mnogo teh zelišč, tako da najlažje je posušiti pa potem shraniti. Ja, za zimske dišala dni. je res neverjetno, tako da bi rekel, bi bila tudi za dišavo dobra, po mojem, a se mogoče Seveda. tudi za to uporablja. ali- Tudi se uporablja, seveda za eterična olja se uporablja, za Aha. hidrolate, potem praktično lahko damo tudi v vodo, da se malo aromatizira voda in da se dobijo neki vitamini iz tega, ne? Različne namene. Kaj pa žajbelj tudi pridelujete, glede da imate po žajblju ime? Tako, ja, ker na tem vrtu, ki smo kupili, je praktično že bilo dosti žeblja in smo že prvo leto, ko smo se sem preselili, naredili žebljev hidrolat. To se dela z parno destilacijo in smo ga uporabljali pri vnetem grlu ali če smo se ne vem kaj prehladili ali kaj takega. Nekaj preventivno, nekaj kurativno, pa potem tudi recimo kot ustno vodico, potem so mi prijateljice povedale, da je tudi fajn kot dezodorant, ko sem jim podarila hidrolat, Aha. ali pa tudi proti komarjem ali pa kakim takim žuželkam, tako da je vse stranski. Ja. Super. Zdaj, vi se tukaj nahajate, bom rekel, neki mali vasici, pri Luciji, oziroma to spada pod Lucijo. Zdaj, res je, da do morja je, bom rekel, z avtom ali pa s kolesom par minut. Tako da čisto ob morju niste, ampak kaj so pa prednosti, ki jih pri vas dobi gost, ki jih rečemo druge ne dobi? Ravno to, kar smo se prej pogovarjali, ne? Prednost je to, da je tukaj že v zraku, bi rekli, aromaterapija, dobite brezplačno zraven. To se pravi, da gojimo ekološka zelišča, potem tudi ekološko sadje, zelenjava in če imamo kakšni presežek, bi se reklo, jaz to gostom z veseljem ponudim, podarim. Ja. Drugače je pa tukaj zelena, mirna okolica, ker imamo tudi v bistvu sprostitveno cono, to se pravi, da se lahko ljudje odmaknejo stran od vrveža in delajo tukaj meditacije, lahko delajo jogo. In potem imamo pa še tudi energijske centre, tako da je vse skupaj kot celota praktično res ena taka cona za sproščanje. Zgoraj so apartmaji v bistvu kot spavalni del, okolica hiše je pa namenjena temu, da zaužiješ naravo, da slišiš tudi ptičje pevtje, recimo tako kot sedaj poslušava, da se naužiješ svežega zraka, da dobiš tudi te aromatične snovi, ki so v rastlinah povsod okrog. Drugače imate tudi sposojo koles, ne? Pa to ljudje veliko koristijo. To smo pa zdaj komaj letos začeli, tako da to je zdaj novost v naših apartmajih, ker smo videli praktično, ne vem, do Pirana je v bistvu nekaj minut res z avtomobilom, ampak je težko zaparkirati in tudi nekje v Portorožu, ko je glavna sezona, je gužva, ne, in ker mi dosti uporabljamo kolo, smo rekli, da ga bomo tudi ponudili gostom, tako da v bistvu res lahko prideš v 5 minutah do plaže, se malo rekreiraš in pa zraven praktično tudi, ko si v naravi, spet drugače doživiš to okolje. In verjetno je tudi zanimiva tukaj, da malo raziskuješ okolico, ne, jaz vem, tamle Gorena vasica Korte, tam je zelo lepo, Tudi, ne. ja. Tako da, če narediš tukaj en tak krog z kolesom, je res lepo. Je tudi super, Pa ja. kolesarskih stez je kar veliko tukaj, po mojem. Tukaj mimo nas skoraj vodi tudi ta Leparencana, ne, tako da se v bistvu seveda, to je. iz Kopra proti Poreču, ne, in tako da lahko narediš en manjši krog, večji krog, ali pa recimo ob Solinah je tudi zelo lepa kolesarska pot. Prav ne. ob Solinah. Tako, prav ob Solinah teče ravno ta Parencana. No, jaz sem videl, tamle v kampu Lucija so se pripeljali z električnim kolesom, bom rekel, ena skupina več kot 50 Nemcev, ne, tako da, in skozi sem te kolesarje srečeval in tudi tam čez tisti tunel, ki je tam na, kako se tam pravi, iz Portoroža proti, Strunjanu, proti Strunjanu, ne,
To je tudi to, skozi srečuješ kolesarje, tako da to je Seveda. popularno. Pa tudi zelo lep način za ogledati si okolico, ne. Jaz sem se danes tudi na zanimiv način ogledal, jaz sem sicer tekel, hodil, sem 20 kilometrov naredil, pa kolo je verjetno pa še boljše, oziroma bi rekel tako, ne, s toliko energije, kakor sem jaz porabil. Za 20 kilometrov bi s kolesom v komot naredil 40 kilometrov, ne, pa bi bil manj utrujen, Tako, ja. kakor sem To bil je jaz, to. ne, Zdaj pač tako da, nekateri imajo tudi raje, ne, tek ali pa sprehod, ja. nekateri kolo, tako da so pač različne možnosti. Drugač, gledalci, kakor ste videli, ne, interjer je zelo lep, poskrbljeno za detajlčke. Ste to imeli kakšnega arhitekta, da vam je to zrisal, pa ideje dal, ali ste to sami? V glavnem sem sama, mogoče malo mi je pomagala tudi hčerka, ki je tudi oblikovalka. Aha. Tako da smo pa prilagajali tudi situacijam, ne. Tloriso stanovanja in vse skupaj, nekatere stvari smo že imeli od prej, nekatere smo dokupili, tako da No, tudi ker sproti še nekaj urejamo, ne. no, Zmeraj se sicer še kaj dopolni, je že zelo porihta. lepo urejeno, Tako da, ja. tako da res to, vsa čast vam in hčerki, tako mislim, je res prijetno, ne, čeprav jaz sem moški to manj opazimo, ne, verjetno bi to ženske bile še bolj navdušene, kakor sem jaz seveda. na tem, ne, Zato pa tako ste da zdaj vi naredili dobre slikce, da bojo lahko ljudje tako, videli, ne, slikce, kako je urejeno. Video, ja. Vi za drugače tudi z bioenergijo, ste bioenergetičarka, ali popravite mi, če sem narobe rekel. Ja. Ukvarjate že 17 let, zato imate tudi tiste tamle, ki smo že prej v videu pokazali. Tako da, kako da ste pa se s tem začeli ukvarjati pred, najbrž ste rekli, 17 let nazaj? Ja, nekje tam, lahko rečem, začetek je bil nekje 20 let nazaj, ko sem pač imela ene probleme, ene bolečine v kolenu. In takrat mi pač zdravniki niso znali pomagati oziroma povedati, kaj je, in sem pač iskala druge vire. Tako sem prišla do enega gospoda, ki je se ukvarjal z alternativnim zdravljenjem, in seveda so se mi te bolečine pozdravile. In takrat pa je mene to začelo zanimati, kako to, da praktično lahko nekdo ti pomaga na takšen način, da v bistvu se te niti ne dotakne in da se potem bolečine minejo in da ne rabiš praktično zdravnika, ne. Potem sem se začela ukvarjati, oziroma sem najprej spoznala energijo, in potem sem pa šla tudi na različna izobraževanja, da sem pa pridobila nekako strokovno plat z tega stališča in pa da poznam neki širši spekter, ki je pač lahko v pomoč ljudem. Super. Drugače imate pa verjetno največ gostov tukaj po letu, v glavni sezoni, ki so počitnice, ne? Ampak verjetno je tukaj zelo lepo tudi spomladi, jeseni, kako je pa pozimi tukaj? Ja, vsak letni čas ima svoj čar, bi rekli, ne. Pomladi je res tisto, ko vse brsti, tudi dnevi so praktično hladnejši, se lahko bolj rekreiramo. Za poletje je boljše, da si v morju, da se ohladiš. Potem spet jesen ima svoj čar, spet pridejo bolj v poštev, kot sva prej se pogovarjala, kolesarjenje in druge športne dejavnosti in sproščanje v naravi. Pozimi je pa tako, kdor ljubi morje, ga ljubi v vsakem vremenu, bi se reklo, ne. Zato sem jaz tudi recimo tukaj na morju, ker mi je pač ta zrak in ta klima toliko v redu, ne. Tako da tudi v zimskem času pridejo ljudje, mogoče na kaki kratek oddih, 2-3 dni, toliko, da se malo spočijejo, da imajo neki odmik od svojega vsakdanjega okolja, ne, in da resnično zadihajo ta zrak morski. Ker vi drugače niste Primorka po rodu, ne, ste se preselili na Primorsko, ste se zaradi morja, ali? Ja, praktično je bila to ena moja taka dolgoletna želja, ja, po morju, tisto hrepenenje, po jasnosti, po odprtosti, in to sem zmeraj, ko smo hodili na dopust, doživljala, in zmeraj je celi družini bilo žal, zakaj gremo že z dopusta, ne, tako da smo se potem odločili in Pa zdaj, ko živite tukaj na morju, ker dostikrat se pa naredi, ne, nekdo gre živeti na morje, jih sam osebno poznam, potem ga pa vprašaš, kdaj si se pa nazadnje kopal v morju, pa prav se že 2 leti nisem, tako da zdaj ne vem, vi se kopate redno v morju, ali ste tudi malo pozabili zdaj, ko ga imate blizu, ker če ga imaš blizu, ni toliko ureden, kakor pa
Se ga najbrž mi bolj po njemu hrepenimo, ki ga manjkrat vidimo, ne? Ja, res je to, ne. Ko sem jaz še bila na Štajerskem, sem rekla, bom vsak dan hodila plavat, bom to, bom ono. In potem od začetka prvi mesec sem verjetno res, ne. Kasneje pa so prišle tudi druge obveznosti, ker tudi tukaj moramo delati, tukaj živimo, imamo razne opravila, ne. Tako da vsak dan si res ne vzamem časa, sem pa letos recimo 2-3 že plavala v morju, tako da mi je pa res vseeno ta užitek, ne. Tako da odvisno, ne. Nekako poskušamo usklajevati to sprostitev v naravi, sproščanje v morju in pa potem z vsem tem delom in opravili, ki pač so tukaj, ne. Za konec me samo še zanima, mene s Ferbca, a imate več gostov iz Slovenije ali iz tujine? Zdaj zaenkrat, ker praktično smo komaj lani odprli apartmaje, ne, je bilo več gostov iz tujine, tako. Ravno zaradi tega, ker smo pa letos dodali še tole cono za sproščanje in pa energijske točke, pa želimo privabiti tudi več Slovencev, da praktično resnično lahko uživajo v tem okolju, ne. No, dragi gledalci, jaz bom tako rekel, ne, če vas zanima, da tukaj pridete v tale apartma, lep apartma, je link v opisu tega videa in lahko kliknete in tam pošljete povpraševanje in dobijo ponudbo. Tako. Je pa, ko sem jaz prišel sem, pa ko sem te apartmaje videl, pa ko sem vas za ceno vprašal, ne, sem rekel, sem bistveno višje pričakoval, ker sem vam rekel, da je nizka, ne, ker kdo zna za take apartmaje imeti ceno še enkrat višjo, kakor imate vi. In sem jaz rekel, to če pa tamle še enkrat višje, kakor jo vi imate, ne, je pa res malo težko mogoče dobiti goste, ne, jaz mislim, da imate ceno zelo konkurenčno, tako da če vas zanima, no, spomnite tisto povpraševanje, pa boste dobili ceno, seveda cena je odvisna od števila ljudi, termin in tako naprej. Tudi najbrž malo čas, če nekdo vzame za 14 dni, verjeten je, da ste verjeten kakšen popustek. So različni popusti, ne, ker pa imamo tudi 2 apartmaja, zgoraj je dvosobni apartma, večji, spodaj pa je v bistvu kot studio, so tudi tukaj različne cene, ne, tako da nekako poskušam, ne, se prilagoditi tudi gostom in vsakemu nekako resnično ugoditi, ne. Tako da vas vabim, če vas zanima, pišite, pa boste videli. Tako da hvala vam za tale intervjuček. Super, hvala pa tudi vam. Pa upam, da se še kdaj vidimo. Da ste tukaj, da postujete oziroma uživate in seveda se vidimo sigurno. Super, hvala. Hvala.